Hvala lepa za uvodno predstavitev in najavo. Pred nami je torej zanimivo, pa tudi fotografsko dokumentirano delo, ki nam prvič predstavlja vladarja Karla I. in razburkano obdobje Prve svetovne vojne in razpada Podonavske monarhije. Pravzaprav je zanimivo tudi razmišljanje, govorimo o Karlu I., ki bi lahko bil tudi pod oznako Karel Zadnji, torej zadnji cesar, ki je vladal tudi nam. Ob 100. obletnici njegove smrti, to je bilo aprila lani, so se povezali zgodovinarji, ki se sicer že ukvarjajo s posameznimi pogledi na njegovo vladavino oziroma na finalni del obstoja Habsburške monarhije. No in prav ta Viribus Unitis povezava je botrovala nastanku te biografije in rečemo lahko, da gre za posrečeno sodelovanje, za skupek izjemno delovnih, natančnih, pronicljivih, uveljavljenih avtorjev, od katerih je pravzaprav vsak dal k delu največ tistega, kar premore. Pa jih omenimo, gre za slovenske in hrvaške zgodovinarje, Gregor Antoličič kot urednik, Tamara Griser Pečar, Stjepan Matkovič, Aleš Maver, Miha Preinfalk, Renato Podbersič, Andrej Rahten, Miha Šimac in Marko Trogrlič. Torej, lahko rečemo za sam uvod nekaj, da je tisto, kar je morda iz današnjega zornega kota najbolj zanimivo in kar bi lahko vplivalo na potek dogodkov tedaj ob razpadu monarhije kje drugje, morda tudi v Mariboru, je bilo dejstvo, da prav Karel I. s tem, ko je energično zavračal vse nanj naslovljene pobude, naj svojo oblast leta 1918 uveljavi z orožjem, da tega ni storil, zato je pač vse tisto, kar se je dogajalo v novonastalih državah, predvsem pa na mejnih območjih, narodnostno mešanih območjih, potekalo tako, kot je potekalo in mu zato gre tudi zasluga, da ni bil torej bojevit monarh, ampak nekdo, ki je najbrž drugače kot kakšna generaliteta razumel znamenja časa. In kakšno sporočilo je to za današnji čas? Po moje zelo zanimivo, glede na to, da prihaja knjiga ob 100-letnici smrti vladarja in glede na to, da je urednik dela rojen 101 leto po rojstvu Karla, se zdi, da je prav, da pomembne zadeve v preteklosti proučujejo ljudje, ki so znanstveno podkovani, pa jih ne nazadnje loči stoletje časa. Takrat lahko določene reči ocenjujemo drugače in šele takrat lahko poleg tega, da slavimo tiste, ki so kaj naredili, lahko rečemo kaj pozitivnega tudi v tistih, ki pa bi lahko kaj naredili, pa so na srečo kaj opustili. Kakšno primerjavo z današnjimi razmišljanji si v nadaljevanju ustvarite sami. Dr. Gregor Antoličič je zanimiva osebnost mlajše generacije. Me je negiral pred časom, rekel že bolj srednje. Zaposlen je na Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa, ZRC SAZU, predava pa na oddelku za zgodovino Filozofske fakultete v Mariboru. Dr.
doktoriral je na temo Maribor in poveljstvo jugozahodne fronte med Prvo svetovno vojno, in sicer na Filozofski fakulteti v Mariboru. Ukvarja se z zgodovino Prve svetovne vojne s posebnim poudarkom na slovenskem ozemlju, kot tudi zgodovino Habsburške monarhije v zadnji fazi njenega obstoja. Je avtor več znanstvenih člankov in odmevnih monografskih publikacij, naprimer monografije Franc Jožef in Leta strahote, Slovenci in Prva svetovna vojna, ki jo je izdal v soavtorstvu z doktorico Petro Svolšak. Lani je izšla njegova knjiga o življenju in delu mehiškega cesarja Maksimiljana z naslovom Maksimilijan, cesar po Napoleonovi milosti. Skratka, Gregor je izjemen zgodovinar in z moje strani deležen za voljo tega izjemnega spoštovanja. Je pa še nekaj, Gregor je tudi podpredsednik Zveze kulturnih društev v Mariboru, je režiser in pomočnik Toneta Partliča v domači dramski skupini v Pekrah, torej dramski skupini kulturnega društva Pekre Limbuš, in pa povsem po novem tudi predsednik sveta krajevne skupnosti Pekre. Torej je nekdo, ki ne samo, da mu ni vseeno, kaj se je dogajalo v preteklosti, tudi danes ga reči v domačem kraju zadevajo. Zdaj pa dovolj, Gregor, dvakrat si že naredil požirek. Zdaj, a je samo dejstvo stoletnice smrti krivo za to, da je nastala ta monografija, ki si jo uredil, ali pa morda že bežen pogled, ki govori o tem, da Slovenci pravzaprav do tega dela nismo imeli priložnosti se kaj podrobneje, vsaj na enem mestu, ne seznaniti z Karlom Zadnjim. Najprej hvala lepa za povabilo Mariborski knjižnici in tebi Stane za prijazne pohvale. Doma tega običajno ne slišim, doma sem prej kaj druga kot to, pa ne bom zdaj kakšne besede izrekel, tako da je včasih fajn, kdaj kakšno knjigo predstavlja, da še te kdo pohvali. Šala na stran. Ja, seveda iz komercialnega vidika je pri založbah seveda interes največji takrat, ko so neke okrogle obletnice, da izidejo takšne knjige, ker je ne samo neko zanimanje ljudi, ampak tudi medijev in tako naprej v tisti fazi največje, da se obeleži neko obletnico. Tako smo na primer leta 2016 izdali knjigo o Francu Jožefu ob 100. obletnici njegove smrti. Ampak seveda ni zdaj sama obletnica tista, ki na koncu proda največ knjig, če se tako izrazim, je pač zanimanje ljudi in praktično od knjige o Francu Jožefu naprej se je videlo, da je ta interes med Slovenci izjemno velik, da želijo izvedeti več o naših nedanjih vladarjih. Seveda je neka življenje v neki socialistični državni tvorbi poveličevalo tedanje vladarja ali vladarje, če tako izrazim, in so bile vse tisti naši vladarji, pod katerimi so Slovenci živeli precej dlje časa kot pod okriljem te države, bili pometani pod preprogo. To niti ni tako negativno, ne smemo preveč negativno vrednotiti, vsaka nova državna tvorba bi verjetno ravnala podobno. Tudi doma se z novo partnerko ne pogovarjaš o bivši partnerki in tako je tudi v teh sistemih bilo tako, da predhodne države nikoli niso bile preveč popularne, kaj šele njihovi vladarji, ampak kot rečeno pa je to zanimanje pri Slovencih bilo očitno prisotno, ne samo zaradi božično-novoletnih obiskov Dunaja, pa Christkindlmarkta, pa se tam kupi ne vem kakšna šalca, kjer sta gor Sisi ali pa Franc Jožef, ampak tudi sicer, da vseeno smo dolga stoletja, oziroma so naši predniki bili del neke države, ki so jim pač vladali večino časa Habsburžani, in tako kot je še danes zanimanje med Slovenci izjemno prisotno okrog tega, kar se dogaja na angleškem dvoru, pa čeprav to niso naši vladarji, je pa seveda tudi logično, da je to zanimanje za te vladarje, ki pa so bili naši, tako prisotno in bom rekel, Franc Jožef je pri tem seveda
zagotovo na prvem mestu, tudi kar se tiče prodaje knjig. Leta 2016, ko smo to knjigo izdali, novembra 2016, je bila na knjižnem sejmu med najbolje prodajenimi knjigami, če izvzamemo kuharske knjige ali pa kakšne romane za razočarane gospodinje, če se tako izrazim. Kar seveda pokaže na to, da mislim, da je bilo zdaj aktualnega podatka, nimamo takrat prodanih, ne vem, okrog 6000 knjig, kar je za slovenske razmere, tisti, ki se malo z založništvom ukvarjate, je enormna številka in to kaže res na neko zanimanje, da tudi prej, ko smo se pogovarjali, sem omenil, ko smo z Francem Jožefom imeli malo večjo turnejo predstavitev knjig po Sloveniji, skoraj vsak kraj, kjer smo prišli, je mene ali pa katerega od soavtorjev kdo vprašal, če pa vem slučajno, da je bil Franc Jožef baje enkrat pri njihovem kraju na obisku in bi tam naj spočel nekega nezakonskega sina, če jaz zdaj kot zgodovinar kaj vem o tem, če sem v arhivu kaj našel. Poglejte me, ne? Poglejte Ja. me. A nisem čisto habsburškega. Ampak to kaže na to neko vsesplošno zanimanje, sigurno mogoče pri malo starejši generaciji to še vedno prisotno zaradi Sisi filmov z Romy Schneider, ampak tudi pri mlajši generaciji, poglejte, ne vem, če veste, lani je šel nov film z naslovom Korzetki, prikazuje življenje Sisi, nemška televizijska hiša RTL ima zdaj vsako leto za Božič novo serijo o Sisi, tako da se nekako vedno znova in znova ti vladarji obujajo naš, s tem pa bom zaključil, da ne bom predolg, naš interes pa je bil predvsem tem. Seveda vse nas, ki se ukvarjamo za to temo, imamo hitro, se nas kdo želi po predalčkah, da smo zdaj neki monarhisti, pa da si vsi želimo, da bi še vedno živeli v času, ko nam bi vladal cesar. Jaz vedno rečem tako, verjetno, kot je Stane omenil, prihajam s Peker, iz ene poprečne družine, če bi živel v času, ko je vladal cesar, verjetno ne bi bil danes doktor znanosti. Tak sposoben verjetno nisem. Ampak vseeno so to bili naši vladarji, vseeno so to bili vladarji, ki so vplivali na usodo naših prednikov in iz tega vzgiba navzven je ideja nas, ki se s to tematiko ukvarjamo, ne zdaj, da bi gradili spomenike v oblakih, ampak da jih postavimo na pravilno mesto, ki so jo v zgodovini zagotovo zasedali, tako kot vsi vladarji, politiki, karkoli pač je sledilo njim in to je glavni tisti vzgib, da na nek način želimo v bistvu preseči ideologijo iz prejšnje državne tvorbe o habsburški monarhiji kot ječi narodov in nekih stereotipih, ki so se zasidrali v nas, da se torej te vladarje predstavi takšne, kot so bili, z vsemi prednostmi, ki so jih imeli, to, kar si ti omenil, da naprimer se cesar Karl na koncu ni oklepal oblasti tako, kot bi se jo morda lahko. Tudi znameniti feldmaršal Borojevič mu je ponudil vojaško pomoč, da bi torej za svojimi četami odkorakal na Dunaj in tam preprečil revolucijo. Se tega ni oklepal in to so pozitivni aspekti njegove vladavine, vsekakor pa kot vsak človek, ki je krval pod kožo, je pa tudi kakšna negativna stvar, ki pa smo jo avtorji, mislim, da skušali najti neko ravnovesje med neko mitizacijo, ki si jo nihče ne želi in nekim realnim prikazom njegove vloge v zgodovinopisju. Ja, nekako v prispodobi bi lahko Karla I. Označili kot stečajnega upravitelja 700 let starega podjetja Podonavska monarhija, ki je imelo že nekaj časa težave v upravi, predvsem, ker je en predsednik uprave silno dolgo, če ne predolgo vladal, delničarji pa so opustili neko upanje na to in se seveda, bom rekel, že videli kot novi podjetniki, ampak ostanejo pri tem. V bistvu je Karl naletel na kolaps, torej izid vojne in pa na dodaten izbruh, rekel, vseh teh teženj, ki niso bile nove, torej po samostojnosti, po tem, da bi narodi, ki so sestavljali monarhijo, začeli svojo državno pot. Absolutno. Čeprav je Franc Jožef verjetno od vseh Habsburžanov najbolj prepoznaven, čeprav zgodovinar Franz Rosman
v enih svojih delih pravi, da je Marija Terezija najbolj poznana, ampak jaz mislim, da v zdajšnji generaciji prej ljudje poznajo Franca Jožefa in to njegovo podobo osivelega starca, dobrega vladarja, miroljubnega vladarja, to pa predvsem po tej njegovi zadnji fazi oblasti. Prva faza prihoda Franca Jožefa na prestol je bila precej krvava, revolucija, vojne. In zagotovo je bil Franc Jožef tisti, ki bi lahko v času svojega življenja monarhijo postavil na takšne temelje, da bi lahko prestala pretres, kakršen je bila prva svetovna vojna. Ampak Franc Jožef je pač sprejetje dualizma, torej nekega enakovrednega položaja avstrijskega in ogrskega dela države smatral kot višek svojih političnih ambicij in je bil konec 19., predvsem pa v začetku 20. stoletja precej gluh za ostale narode monarhije, tudi južne Slovane, tudi Slovence, ki so si želeli bolj enakopravno oziroma bolj pravično razporeditev oblasti. Ampak ker je bil Franc Jožef glede tega tok in ni bil pripravljen na neke konsenze, so na primer slovenski politiki začetka 20. stoletja že upe polagali v bodočega cesarja Franca Ferdinanda. Kot vemo, pride vmes atentat v Sarajevo, izbruh vojne, kakršne si zagotovo ni nihče predstavljal, tudi Franc Jožef, ki, če smo čisto formalni, je bil prvi izmed vseh evropskih vladarjev, ki je sprožil prvo vojno znotraj prve svetovne vojne, torej ko je dal svoj podpis pod Avstro-Ogrsko vojno napoved kraljevini Srbiji. In v fazi, ko ta vojna izbruhne in v naslednjih 2 letih, dokler Franc Jožef ne umre, tako kot njegove predhodnike, tudi Karla ni preveč vključeval v neko dnevno politiko, se z njim ni pretirano posvetoval, kaj šele, da bi prisluhnil kak njegov nasvet. In zaradi tega je seveda cesar Karl zavladal precej nepripravljen, po drugi strani pa še vedno pod vtisom vse mogočne figure Franca Jožefa. Če si pogledate avstro-ogrsko propagando, tudi po smrti cesarja Franca Jožefa, je ogromno razglednic, ki kroži še vedno v podobi rajnega cesarja, sicer se pojavlja tudi nov cesar Karl s svojo soprogo Cito, ampak še vedno je Franc Jožef ta omniprezentna figura in cesar Karl je bil enostavno premlad in premalo izkušen, da bi lahko to breme vladavine, ki je padla nanj, izpeljal tako, da ta država ne bi razpadla. Zdaj seveda se pa potem pojavi vprašanje, odvisno od naše afinitete, ali je prav, da je ta država razpadla, oziroma ali v razpadu te države ni nič negativnega, ali je razpad te države nekaj pozitivnega. Se pravi, to je pa seveda odvisno od našega gledišča ali pa pogleda na preteklost. Zagotovo je bil razpad Avstro-Ogrske eden od mozaikov, ki je pripeljal nas Slovence, da danes živimo v samostojni državi. Predvsem pa ne samo razpad monarhije, tisti ključni meseci, ki so sledili temu razpadu, tudi to, kar si že ti uvodoma omenil, z Maistrovim prevzemom oblasti v Mariboru in dogajanjem na pariški mirovni konferenci, da je kljub temu, da smo izgubili en del Koroške, pa še kakšnih Slovencev onkraj današnje italijanske meje, je vseeno slovenskim politikom uspelo ohraniti to naše etnično ozemlje, kaj se da homogeno, seveda ne v celoti, ampak to je eden izmed velikih mejnikov tistega časa. Ja, predvsem slednje, torej povezava Slovenci, jugoslovanska ideja, cesar, slovenski poslanci ali pa poslanci iz južnoslovanskega dela monarhije. Pravzaprav je zanimivo, ker imamo v tem obdobju določene premike. Majniška deklaracija se najprej glasi pod žezlom Habsburžanov, pomeni, da smo enota, ki bo bolj samosvoja, mora biti bolj federalno, hkrati pa še vedno lojalna Dunaju. Pride do obrata. Vse to Karel doživi, kako spremlja praktično to obdobje, ko na nek način vse beži proč od Dunaja. Ja, cesar Karel poskuša
najti neko pot, ne? Ampak to je podobno, kot če z avtom pridemo na zaledenelo vozišče, lahko krmarimo levo pa desno, pa bomo na koncu mogoče ravno tako pristali v kandelabru. In kandelaber za Habsburžane je sigurno bil razpad te države. Kar se tiče Slovencev, je seveda ta zanimiv paradoks ta, da so Slovenci ves čas veljali za enega izmed cesarjev najbolj lojalnih narodov. Neproblematičnih. Mi smo par let nazaj imeli na to temo en simpozij na Dunaju in so bili kolegi iz Poljske, ki so že kazali kakšne karikature cesarja Franca Jožefa še iz časa monarhije. Med Slovenci je to bilo nekaj nepredstavljivega. Prva karikatura Franca Jožefa se pojavi 1. decembra leta 1918, torej že po razpadu monarhije, ki prikazuje cesarja, nekdanjega cesarja v peklu z hudičem, in avtor je znameniti Hinko Smrekar. Ne, ampak šele po razpadu monarhije tudi vojaška poročila iz časa vojne, ki so jih pripravljali, če bi rekli v modernem izrazoslovju, vojaške obveščevalne službe Avstro-Ogrske, so vedno znova pisali: Slovenci so lojalni, slovenski vojaki so lojalni, drugače pa je za politiki, predvsem tisti iz liberalne struje, kak Ivan Hribar, Ivan Tavčar, pa tudi Anton Korošec, ki je sicer bil navzven izjemno lojalen, praktično do zadnjega meseca pred razpadom monarhije, že v teh poročilih velja kot nek nečisto sigurni faktor. Ne? Ampak kot rečeno, Slovenci pa, ampak očitno je to ena izmed naših značilnosti, da smo zelo prilagodljivi. Če smo bili še en mesec nazaj izjemno lojalni cesarju, smo dan po razpadu monarhije že izjemno lojalni neki novi državni tvorbi, državi SHS, mesec kasneje pa že Karadžordževićem. In ta preobrat se zgodi res praktično čez noč, ampak to, kar tega, česar ni v virih, kar pač lahko iz ustnih virov in tako ugotovimo, tudi ti si to že verjetno kdaj slišal kje na svojem delu pri kakšnih intervjujih, da so pa Slovenci pogosto, torej v letih po razpadu Avstro-Ogrske, pa vseeno kje na podstrešju shranili sliko Franca Jožefa ali pa še tudi mogoče cesarja Karla, ker niso bili sigurni, kaj pa če se bodo vrnili, pa bo treba spet slike zamenjati. Ne? In zanimivo je, da na primer se ta iz vidika Slovencev preobrat odhoda iz Habsburške monarhije ne zgodi kot neka revolucija v smislu francoske revolucije, ljudskih množic na ulicah, ki bi protestirali proti vladarju, ampak praktično preobrat izpod žezla Habsburžanov izpelje kupica politikov. Ljudje pa potem v naslednjih tednih kot ovčke temu lepo sledijo. No, in to je res en zanimiv paradoks, kako brez nekega upora ali pa nečesa lahko politikom, manjši skupini politikov uspe Slovence prepričati, da Habsburžani več niso in da je zdaj treba iti na neko južnoslovansko pot. Pri tem pa se vedno pojavlja vprašanje, na katerega zgodovinarji niti ne smemo odgovoriti, kaj bi pa seveda bilo, če bi bil Franc Jožef leta 18 še živ, ali bi lahko on kot ta močna figura preprečil razpad države, ampak kot rečeno, to je že bolj filozofsko vprašanje kot kaj druga. Ja, morda kot zanimivost v podkrepitev tiste ideje, kako je bil in na kak način je bil Franc Jožef še vedno prisoten v zavesti. Recimo konec junija leta 2021 pride v Maribor na obisk regent Aleksander Karadžordžević. Sprejem je nekako tu na glavnem trgu in poročevalec časopisu Delovska politika problematizira, da je bilo v danem trenutku sprejema vladarja, torej Aleksandra, odprto okno stanovanja, v katerem stanuje magistratni uradnik ta in ta, pozabil sem priimek, in da se je jasno videlo, da ima na steni sliko Franca Jožefa. Ne? Še leta 2021 in to medtem, ko je na ulici potekal sprejem Aleksandra. Zanimivo. Osebnost Antona Korošca in Karl vemo, sicer za eno njunih srečanj se je zapisalo v zgodovino. Eno manj znanih pa je tisto, v katerem je pisal in govoril tudi dr. Andrej Rahten, da je pravzaprav
Anton Korošec z intervencijo na dvoru rešil majorja Rudolfa Maistra pred premestitvijo iz Maribora. Ja, to epizodo poznam, ampak res je, da je ta epizoda, koliko je meni znano, ohranjena iz spominskih virov. Nismo še uspeli najti v arhivu dokumenta, ki bi to dejansko potrjeval. Ne. Tako da se mogoče glede tega malenko skeptičen, ali je to res, ali pa to sodi v sfero Koroščeve, bom rekel, neke lastne mitizacije. Kajti Korošec kot politik Je bil vešč tega je tudi? bil, po mojem mnenju, zelo, zelo vešč tega. Tudi ta njegova zadnja avdienca pri cesarju Karlu, z katero nekako na simbolni ravni pretrga zvestobo Slovencev do Habsburške monarhije, ko reče veličanstvo prepozno je, usoda je že odločila, to je sredi oktobra leta 1918, ko ga Karl prosi, da naj Slovenci vendarle odstanejo pod žezlom Habsburžanov. Tudi glede tega, jaz sem se lotil raziskovanja v arhivu, te avdience ni ohranjene v zapisnikih, ker je bil že to čas postopnega razkroja in se ni več tako strogo delalo, kot se je delalo še mogoče par let nazaj. Ohranjena pa je v časopisnih člankih in iz tega je razvidno, da prvo kot prvo ni bil Korošec edini politik, ki je bil tisti dan pri cesarju, ampak je cesar za tisti dan povabil na avdienco vse politične voditelje strank zastopane v Dunajskem parlamentu. Torej je bil čas namenjen pogovoru z cesarjem izjemno kratek. Zagotovo je, da je cesar vsakega izmed njih prosil, da naj ostanejo znotraj monarhije. Danes bi rekli, da je imel posvet z vodji poslanskih skupin. Nekako tako, ja. Zdaj, a je Korošec si upal na tak način zavrniti cesarja, je spet drugo vprašanje. Korošec je retrospektivno, mislim, da leta 27 in leta 37 v enem časopisnem članku opisal to avdienco in če si pogledamo ta dva opisa, se enkrat za pol leta zmotil v datumu, v enem opisu ima en citat, kako se je poslovil od cesarja, v drugem ima drug citat in ta drug citat je predvsem na podlagi monumentalnega dela Feliksa Bistra o Antonu Korošcu prišel v našo zavest, torej majestetes istu špet, torej veličanstvo prepozno je. Ampak kot rečeno, je moja ocena, ampak to je ocena, tudi glede tega ni arhivskega gradiva, je bil Korošec vrhunski politik in je seveda v času jugoslovanske državne tvorbe zelo dobro vedel, kako se je potrebno pozicionirati tudi v odnosu do bivših vladarjev in s tem, ko je seveda poudaril, da je torej mesec pred formalnim razpadom te države cesarju dal že jasno vedeti, da Slovenci več ne bodo živeli pod njegovim žezlom, se je sigurno stiliziral kot neka galjonska figura jugoslovanskega združevanja. Kako mine Karlov november leta 1918? Zdaj gre za izjemno hektično in kaotično ozračje. Če si predstavljamo, statistika pravi, da je pri umiku samo skozi Maribor v dobrih 40 je šlo več kot 500.000 vojakov in da so recimo vlaki bili do te mere napolnjeni, da so ob progi od Ljubljane sem kar pobirali trupla tistih, ki so zaspali pa padali dol, pa jih je bilo recimo pred tuneli, ki so se zadušili zaradi dima in tako naprej. Kako je torej bil tisti kritičen mesec na Dunaju za Karla? Zagotovo je Karl v tem, če bomo rekli, zadnjem mesecu poskušal rešiti, kaj se je rešiti dalo. Prvi poskus je sigurno bila ta avdienca vodje poslanskih skupin, če se izrazimo v današnjem izrazoslovju. Potem je bil seveda cesarjev manifest 17. oktobra leta 1918, ko ponudi avtonomijo narodom, ki so živeli pod žezlom Habsburžanov, ampak vsi ti ukrepi so bili za tiste politike, tudi Antona Korošca, pa tudi češke politike in tako naprej, prepozni, kajti oni so se že začeli organizirati neke svoje državne tvorbe, ki sicer niso imele
legitimnosti. Nihče ni slovensko narodno vlado izglasoval na plebiscitu ali kaj takšnega, ampak so se pač med seboj dogovorili in v tem kontekstu je seveda cesar torej z neko pomiritvijo situacije, z nekimi obljubami skušal rešiti situacijo, ampak problem je bil, da je seveda v avstrijskem delu monarhije bil ta nemški faktor, kateremu je na nek način tudi sam pripadal, toliko močen, da si ni upal preveč obljubljati, ker bi pa razjezil tiste svoje doma, če bi tako rekli, svoje svetovalce, ljudi okrog sebe. Po drugi strani pa je, kot že ime pove, to bila Avstro-Ogrska in seveda v ogrskem delu monarhije, kateremu je pripadal tudi precejšnji del Hrvaške, naprimer, in tako naprej, je pa seveda bila situacija spet popolnoma drugačna in vpet med vse te različne faktorje, katerim se še priključi seveda vojaški poraz, je seveda bilo izjemno težko obdobje njegovega življenja. Tukaj je zanimivo to, kar smo navajeni mi tudi danes od doma, da torej za vsakim uspešnim moškim stoji še bolj uspešna ženska. Tudi pri cesarju Karlu ni bilo drugače, tudi njegova soproga Cita je bila tista, ki se je morda bolj kot on v zadnji fazi obstoja monarhije oklepala oblasti, svojega moža smatrala kot od Boga poslanega vladarja, kar so pač habsburški cesarji že po svoji titulaciji bili, in ga seveda podpirala pri ideji, da se naj torej oklepa te svoje oblasti. Daleč od tega, da bi ona zagovarjala kakršnokoli vojaško posredovanje. Ampak zanimivo je to, kar sva pa že omenila, da torej je cesar Karl na nek način svojo vladarsko poslanstvo, čeprav vsi njegovi predniki s tem ne bi bili zadovoljni, ampak izpolnil iz vidika, da se ni oblasti oklepal z nekim vojaškim posredovanjem. Franc Jožef je veljal za očeta narodov in če tudi Karl veljal za očeta narodov, katerim je vladal, jih ni kot oče morda v tedanjem času, ko so želeli iti, začel bičati in jih skušal pri sebi držati, ampak je omogočil nek mirni prehod, zaradi katerega ni umrlo še več nepotrebno ljudi, kakor jih je umrlo v tedaj zadnjih 4-5 letih trajanja Prve svetovne vojne. In ta čas je bil seveda en turbulenten, to, kar si že ti omenil, te enormne količine vojaškega osebja, ki se preko slovenskega ozemlja premikajo iz italijanske fronte na svoje domove v Češko, Slovaško, kamorkoli. In to je bil, po mojem mnenju, en velik dosežek kratkotrajne države SHS, ki obstaja samo en mesec, ampak v tem enem mesecu se izvrši ta prehod vojakov. Na drugi strani razpadajočega poveljstva Avstro-Ogrske vojske, ki tudi pomaga pri organizaciji teh vojaških transportov, in v končni fazi, kot sem že omenil, tudi cesarja Karla, ki ni med temi vojaki iskal njemu zvestih in lojalnih podpornikov, ki bi bili pripravljeni s puško in mečem braniti njegovo vladavino. Očitno je tudi pri teh pogovorih, ki jih je imel mesec prej s Korošcem in z ostalimi vodji poslanskih skupin, dobil občutek, da se tega nima smisla na tak način oklepati. Je pa res, da ko se odpove soudeležbi pri vladarskih poslih, to je velika razlika z nemškim cesarjem, ki abdicira. Cesar Karl nikoli ne abdicira na tak način, ampak se torej odpove soudeležbi in še to odpoved, potem ko nekaj tednov zatem gre v izgnanstvo, najprej v Švico, prekliče. In s tem si seveda nekako pusti možnost vrnitve na prestol. Sicer v Avstriji tega ne poskuša, to poskuša v naslednjih letih izvesti na Madžarskem, sicer neuspešno, ampak tudi tam, o tem je pisal dr. Ahten v tej knjigi, tudi ko se cesar Karl, oziroma v primeru ogrskega dela monarhije kralj Karl, poskuša vrniti na oblast, seveda to
izvede z njemu lojalnimi vojaki, ampak ko zve, da pride do nekih spopadov z, bomo rekli, madžarskimi republikanskimi silami, da že par ljudi pade, takoj prekine nadaljni pohod proti Budimpešti in tudi v tem kontekstu potem ne poskuša z mečem, z vso silo se vrniti na oblast, ampak nekako želi obvarovati človeška življenja pred tem, da bi ljudje padli, zato da bi se on lahko vrnil na oblast. Tam je šlo za eno drugo stvar, da je v bistvu kraljevi namestnik na Madžarskem Horthy, ki potem ima eno čisto bolj negativno vlogo v času druge svetovne vojne, Karla malo, kako bi rekli, okrog prinesel, ko monarhija razpada, mu obljublja zvestobo in mu obljublja, da bo čuval ogrski prestol zanj, da se bo lahko vrnil. No, ko se pa Karl hoče vrniti in Horthyja prosi, da izpolni to svojo obljubo, pa Horthy je raje sam vladar na Madžarskem, tako rekoč, kot da bi dopustil, da se vrne Habsburžan. Poglavje izgnanstva pravzaprav je trpko samo po sebi dejstvo, da je plačilo za to popustljivost ali pa razumevanje za težnje posameznih narodov, dejstvo, da mora tudi sam v izgnanstvo. Kako ga je to zadelo, najbrž trpko, pa vendarle, zakaj Švica, zakaj kasneje Madeira? Švica je bila seveda najbolj logični prvi korak, mejila je na državo, iz katere je prihajal cesar in bila je nevtralna, vsaj v tem vidiku. Seveda potem, ko se neuspešno poskuša vrniti na madžarski prestol in države naslednice, tudi kraljevina Jugoslavija v tem kontekstu, pa tudi druge članice, tedaj že lahko rečemo nekdanjega tabora Antante, vidijo, da vnaša nekdanji cesar oziroma kralj nek nemirni duh v to območje, se pač potem odločijo, da ga bodo poslali na izgnanstvo na otok Madeiro. Ni rabo iti tako daleč, kot je mogel iti Napoleon, pa vendar je seveda to izgnanstvo bilo zanj verjetno izjemno težko. Švica je vseeno bila še v centru dogajanja, vse je bilo na dosegu roke, Madeira je bila daleč stran. Že danes, če je bil kdo na Madeiri, boste vedeli, da je tam, mislim, da eno letališče, kjer najtežje letala pristanejo zaradi nekih bočnih vetrov. No, v tistih časih so sicer že letala bila na nebu, ampak niso letela tja. Torej bilo Rekla bi, bil je otok, ni pa bil goli. Ne? Tako. Ja. In seveda je tam bila potem stvarnost neka čisto drugačna. Morda Karl tam izkoristi, da je lahko prvič v svojem življenju oče, ko ni drugih obveznosti vsakodnevnih in z svojimi 7 otroki, skupaj sta jih imela soprogo 8, ampak 8. hčera se rodi že po njegovi smrti, torej je cesarica Cita visoko noseča v času, ko Karl zboli, ampak faza tega z njegovih zadnjega dela življenja na Madeiri je seveda bila zaznamovana tudi s precejšnjim pomanjkanjem denarja. Za razliko od nemškega cesarja, ki mu je nova Weimarska republika dovolila, da je lahko vagone in vagone osebnih predmetov, Hohenzollernov, med njimi tudi umetnine, zlatnino in ne vem kaj še vse, spravil k sebi v belgijsko izgnanstvo. Te sreče Habsburžani v tej fazi niso imeli, torej so bili prepuščeni na milost in nemilost nekih podpornikov, ki so tudi v njih smatrali neko simbolno vlogo, ki so jih imeli, ampak ta pomankanje finančnih sredstev botruje temu, da živijo malo bolj v hribovitem predelu Madeire, kjer je bilo zelo vlažno, vila, ki je bila namenjena bolj poletnemu bivanju kot zimskemu, ki se jo ni dalo ogrevati, no, in potem cesar Karl zboli. Zdaj tudi tu so viri različni, nekateri pišejo, da je bila pljučnica, drugi, da je bila posledica španske gripe, kakorkoli, neko obolenje dihal, če rečemo, ki na koncu pripelje do tega, da torej 1. aprila leta 1922
bomo rekli, 4 leta potem, manj kot 4 leta v bistvu, ko zapusti prestol, pol izjemno mlad umre. In potem sledi seveda prestolonaslednik. Star je bil? Bomo preračunala, če je bil 87-letnik. 35 let. Ne? In seveda potem odpade možnost ali pa 40. olajšanje pri tistih, ki so v njem videli nevarnost neke sile, ki bo želela se vrniti na prestol, pol ta možnost odpade, ne? Kajti njegov prvorojenec Oto je takrat star 10 let, torej mu še do polnoletnosti nekaj manjka in potem ta vakuum sicer zapolni cesarica Cita, ampak kakorkoli neke realne možnosti za vrnitev Habsburžanov po tej prvi fazi nekih Karlovih poskusov vrnitve na prestol tako ali tako tudi v naslednjih letih ni bilo. Zanimivost, bi rekel, posmrtna, način pokopa. Torej, Karlove posmrtne ostanke pokopljajo, če rečem takole, dvodelno. Srce gre na Dunaj, ne, v Švico, telo ostane na Madeiri in zanimivo, da tudi Ota pokopljajo z enim delom na Dunaju, srce pa Pannonhalma, benediktinski samostan na Madžarskem. Zakaj, v čem je to, dobro, že meji na maratonce, ampak zakaj takšen način, v čem je simbolika? To je bilo tradicionalno za Habsburžane, tudi prej so jih, če si boste mislim, da frančiškanski cerkvi, zdaj mi je padlo iz glave, na Dunaju so shranjena srca Habsburžanov, da so jih ločili že prej, v bistvu ne samo v primeru Franca Jožefa Karla Ota, ampak tudi že prej Habsburžanov in nekateri so si izbrali neka simbolna mesta, s katerimi so bili v svojem življenju povezani. Otto von Habsburg sigurno tudi z neko navezavo na Madžarsko, tudi nekateri njegovi potomci so zelo dejavni v madžarskem delu države, še vedno so madžarski veleposlaniki in tako naprej. Je pa zanimivo pri tem tudi to, da so seveda bile ideje in poskusi, da bi se tudi posmrtne ostanke, ta glavni del posmrtnih ostankov, če se tako izrazim, torej tisti del telo, ki je pokopano na Madeiri, bilo prekopano v Dunajsko kapucinsko grobnico, kjer je pokopanih večina Habsburžanov ali pa kar nekaj Habsburžanov, ampak je tudi potem v naslednjih desetletjih to Otto von Habsburg kot tedanja glava družine zavračal, torej naj oče in je nekako sledil tej ideji, da ne bo oče pokopan tam, kjer je umrl, je pa v tem delu kapucinske grobnice, kjer je pokopana cesarica Cita in Otto von Habsburg tudi, je pa en doprsni kip Karla, ki torej vsaj simbolno spominja na zadnjega cesarja. Zanimivo je, da pa mu posebno čast izkaže Rimsko-katoliška cerkev oziroma papež Janez Pavel II. Ja, leta 2004 je cesar Karl razglašen za blaženega, kar je seveda neka posebnost. V bistvu se je ta beatifikacijski postopek začel že praktično v prvih letih po njegovi smrti, predvsem Cita je se zelo prizadevala za to, da bi se to doseglo, potem vmes, seveda v času druge svetovne vojne, ko se precejšnji del Karlove družine, tudi Cita, umaknejo v Združene države Amerike in potem Cita ostane v Ameriki, mislim, da do začetka 60-ih let, če se prav spomnim, dokler njeni mlajši sinovi tam doštudirajo, potem to vmes malo zamre, no potem pa se ta postopek spet nekako obudi ali pa nadaljuje in vrhunec doseže zagotovo leta 2004, ko je razglašen za blaženega. Sveda je v postopku, s tem se sam sicer nisem ukvarjal, ampak je bilo treba dokazati, da se, ne vem, cesar komu prikazal, pa koga ozdravil kakšnih muk. Najtežji del seveda je bil tisti,
kajti cesar Karl je v času 12. soške ofenzive bil vrhovni poveljnik avstro-ogrsko-nemških enot, ki so se tam borile, in kot veste, je ta preboj v bistvu uspel v prvi fazi zaradi uporabe bojnih plinov, s katerimi so sicer večinoma streljale nemške enote, ki so prišle na pomoč, ampak to je bil eden izmed madežev, ki je pri tistih nekaterih kritikih, ki so bili proti temu, da bi bil razglašen za blaženega, učinkovali, da so rekli, ja, zdaj, on je kot vrhovni poveljnik dovolil, da so streljali in ubijali ljudi z plinskimi bombami, zdaj pa ga bomo razglasili za blaženega, ampak tudi nekatera vojaška poročila kažejo na to, da je bil cesar temu dejansko nenaklonjen in da sicer ni upal poseči v poveljniško strukturo nemške vojske, torej da bi kot avstrijski cesar prepovedal nemškim enotam, da streljajo z temi bojnimi plini, tam, kjer pa so avstro-ogrske enote uporabljale, pa je to strogo prepovedal, vsaj na nek način so ga s tem oprali krivde. Seveda pa, če si vrhovni poveljnik vojske, tudi če ne uporabljaš bojnega plina za vsakodnevnim bojevanjem, umirajo ljudje na eni in na drugi strani. To pomeni, da je z beatifikacijo zdaj v družbi z Slomškom. Nekje tam debatirate. In tudi kot zanimivost, ravno nisem vedel, zdaj ko sem nekaj bral, sem videl, da se tudi sedaj vodi postopek za njegovo soprogo, cesarico Cito, da bi doživela enako čast kot njen mož. Dolg čas mu je. Gregor Antoličič, morda še beseda dve o sami strukturi, avtorjih, temah. Namreč uspelo vam je to, kar se ne zgodi nujno ali pa samo po sebi, da je knjiga berljiva, da odgovarja na vprašanja, da deluje kot celota, ne glede na to, da gre pravzaprav za uredniško delo večjih avtorjev. Tukaj gre velika zahvala avtorjem. Če sta imela Karl in Cita 8 otrok, sem jaz imel 8 soavtorjev in eno soavtorico. In moram reči, da to, kar mogoče včasih, vse pri kakšnih zgodovinarjih, če si se ti tega na začetku dotaknil, ki bolj obdelujejo teme, bom rekel, sredine 20. stoletja, da se izrazim nevtralno, da so neki spori pa nesoglasja. Moram reči, da so tukaj res vsi delovali tako, da so bili pripravljeni meni kot uredniku dopustiti, da sem lahko pri katerem kak stavek črtal, če ga je že nekdo pred njim zapisal ali če je bolj spadal v kontekst poglavja od koga drugega. Vsak, ki se ukvarja z uredniškim delom, ve, da smo ali pa so avtorji na to pogosto zelo občutljivi. Vsako besedo, ki jo zapišemo ali zapišejo, smatrajo kot sveto in bi se za njo borili, ampak kot rečeno, so tukaj res vsi razumeli, da to ni zbornik, kakršnega bi izdal neki inštitut in bi bil namenjen 10-15 strokovnjakom, ki se na to temo spoznajo ali pa ki jih ta tema zanima, ampak gre za knjigo, ki je namenjena širši javnosti in seveda iz tega vzgiba navzven knjigi, ki naj bo berljiva, prebavljiva, torej da si jo lahko človek vzame tudi na morje. Pri zgodovinskih knjigah jaz se rad pošalim, pa ne bom zdaj povedal, kateri avtor pa katera knjiga, ampak so nekatere tako debele, da če jih zvečer berem v postelji, pa pol zaspim zraven, me ubije, če mi pade na glavo, ne. To sigurno ni bil naš interes. Čeprav je knjiga, jaz vedno rečem to, vedno gre vsa pohvala Mladinski knjigi in Mateju Nemcu kot oblikovalcu, so te knjige res oblikovane fenomenalno, že na pogled so zelo privlačne. Če si boste pogledali tuje knjige na temo, ne vem, Karla ali pa Franca Jožefa, so zelo starokopitne, bi rekel. Zamorjene, brez nekih slik na naslovnici. No, Mladinska knjiga se pa malo z zlatom pa z čim drugim poigra in tudi vizualno knjige delujejo izjemno privlačne. No, in kot rečeno, nam je kot neka samokritika zagotovo, čeprav sem bil tudi pri Francu Jožefu urednik, pa bom rekel, da nam je tukaj mogoče bolj uspelo tudi z nekim uredniškim delom pa sodelovanjem med avtorji zadevo izpili tako, da deluje bolj kot celota in ne
kot neki posamezni segmenti. Vseeno pa, glede na to, kar si omenil na začetku, torej glede na teme, s katerimi smo se posamezni avtori, soavtorji te knjige ukvarjali, smo si skušali razdeliti Karlovo življenje. Jaz, čeprav smo o tem že nekaj let prej razmišljali, si nisem upal sam lotiti knjige o njem, ker sem imel občutek, dejstvo je, da je bilo moje poznavanje njegove osebnosti preslabo, da bi sam napisal to knjigo, enako kot tudi, ne vem, pri Francu Jožefu, in zato smo se zbrali neka ekipa in tako kot si omenil v smislu vladarskega gesla Franca Jožefa, Viribus Unitis, torej skupnimi močmi, smo potem uspeli, mislim, da ustvariti neko celoto, ki je berljiva, sigurno odpira še kakšno vprašanje, na katerega knjiga ne odgovori, ampak jaz mislim, da pri vseh teh knjigah je tako, da nobena ni končni produkt, ki bo zdaj kot Biblija stala 2000 let, ampak si želim, da bo mogoče ob 110. ali pa 120., 150. obletnici smrti išla knjiga, ko nas bodo naši zanamci mogoče malo popluvali, po domače rečeno, da česa nismo prav napisali, bodo našli nove vire, nove pristope in s tem znanost raste in s tem raste neko naše poznavanje preteklosti in kot rečeno so vse te knjige neki kamenčki spotike, ali pa prva domina, ki pade, da mogoče tudi bom rekel, če se jaz že štejem v generacijo srednjih let, malo bolj mlade kolege od mene, ki mogoče razmišljajo, ne vem, o doktoratu, neki raziskovalni karieri, spodbudijo, da so te teme lahko tudi zanimive in se lotijo mogoče kakšnega raziskovanja, kakšne specifike, katere se mi še nismo. Za konec morda še beseda dve o avtorju predgovora. Je bilo zahtevno pridobiti vnuka Karla za to, da je o svojem dedu napisal predgovor, glede na to, da najbrž ni poznal vsebine dela, ki sledi? Ne, doktor Ahten ga pozna osebno, še iz časa njegovega delovanja v Panevropski uniji, kjer je bil Otto von Habsburg kar nekaj let predsednik te Panevropske unije. No, Karl von Habsburg, njegov sin in sedanji vodja družine, je pa vodja avstrijske sekcije panevropskega gibanja. No, in preko teh povezav, ki jih ima doktor Ahten, smo prijazno pristopili, najprej do njegovega tajnika, no in potem do njega. In ko smo imeli simpozij na to temo, s katerega je v bistvu nastala potem ta knjiga, nas je že nagovoril, sicer preko Zooma, potem tudi za ta predgovor ni bilo problema, je z polnim zaupanjem poslal svoj tekst v angleščini, ne vedoč, o čemer smo mi pisali. To vseeno je neki pozitivni aspekt, lahko bi noter po domače rečeno šimfali njegovega deda, pa to mogoče ne bi bilo na mestu, ampak tudi potem, ko smo imeli uradno predstavitev knjige v Ljubljani, je žal spet ni mogel priti osebno, ampak nas je tudi preko video klica nagovoril, tako da in če k temu dodam samo to, da nas je bilo nekoliko strah mešati družino zraven. Iz tega vidika, ker se potem vedno pojavijo problemi ali pa ti kdo očita, zdaj pa, ko imaš pa familijo zraven, pa si bolj pristranski ali pa kakorkoli. Ampak moram reči, da torej, ko smo imeli ta simpozij, ko smo v bistvu začeli razvijati to idejo, kako bo o čem bo kdo pisal, na kak način, in je imel torej Karl von Habsburg ta nagovor, je bil to, bi rekli, nagovor, delno je torej tudi v knjigi, tam je imel mogoče nekoliko več časa, ampak kakorkoli govor, v katerem je izjemno realno in izjemno objektivno predstavil svojega dedka, brez neke grenkobe, nekega negativnega gledanja na preteklost, ampak je bolj izpostavil pozitivne vidike Karlove vladavine in nenazadnje neke pozitivne vidike Habsburške monarhije kot neke državne tvorbe, ki je povezovala različne narodnosti, različne narode, ampak kot rečeno,
se ne iz njegovega govora takrat, ne iz predgovora, tudi nekih drugih srečanj z njim, ki smo jih imeli, nimamo občutka nekega obžalovanja, grenkobe, iskanja krivcev, kazanja s prsti, ampak res en objektivni in realni pogled na monarhijo. In če za zaključek to, kar smo se seveda, ali je zdaj bila monarhija obsojena na propad ali ne. Zdaj, če si pogledamo zgodovino človeštva, veste, da imperiji so nastajali, dosegli vrhunec in dosegli svoj zaton. Očitno je pač, in to bo pokazal, ali je že pokazal, ali pa bo še bolj pokazal čas, je tudi Habsburška monarhija leta 1918 po več stoletjih obstoja dosegla pač tisto točko, ko je tako kot rimski imperij Grkov, Egipčanov, pa kaj še vem koga, dosegel pač svoj konec. In prav je, da na to obdobje ne gledamo kot neko retrospektivo, objokovanja vredno, ampak da gledamo na realno in da smo ponosni, da smo na nek način tudi Slovenci bili del tega in da če danes gremo na Dunaj in si ogledamo vse te lepe palače, Ringstraße z vsemi impozantnimi stavbami, se na nek način zavedamo, da je to tudi del naše zgodovine in da je tudi so naši predniki s svojim delom in trudom pripomogli, da je ta država bila, kakršna je bila in da si je lahko tudi privoščila takšno imperialno prestolnico, kakršno je imela. Ne nazadnje so naši predniki v tem okviru razvili tak intelektualni potencial in ne nazadnje tudi takšno osebnostno širino, da so z naborom, ki so ga imeli, lahko zasnovali državo. Res, da samo za mesec dni, ampak so jo zasnovali in izvajali tisti kratek čas. Ampak zgodovinske okoliščine so bile potem nekaj drugega. Hvala lepa. Jaz bi za konec iz dveh odlomkov, torej predgovora vnuka Karla von Habsburg-Lothringna, sestavil sklepno misel. Takole pravi. Kot politika najprej prestolonaslednika, pozneje cesarja, ga po mojem mnenju najbolj definira ravno to, da si je ves čas prizadeval za mir. Četudi mu je bilo njegovo prizadevanje prej v škodo, sprijaznil bi se tudi z velikimi izgubami ozemlja ali s krivico svojemu imenu, da bi le dosegel mir, kajti dobro je poznal vojno in vedel, kakšna katastrofa je to. Drugi del. Skušal se torej izkazati na vseh področjih svojega življenja, v katerih je deloval, jih predstavljal ali jih živel. In če se za zaključek vrnem k že omenjeni beatifikaciji, kdo sploh je beatificirana oseba? Beatificirana oseba ni nekdo, komur moliš, ampak nekdo, ki ga pozivaš, da te podpre v tvojih molitvah, nekdo, ki ti je vzgled. In mislim, da nam je lahko cesar Karel za zgled vsem. Skušajte biti najboljši v vsem, kar počnete. Utemeljujte svoje odločitve na svojem sistemu vrednot. V tem smislu je cesar Karel najboljši zgled tako zame, kot za mnoge druge in verjamem, da je to njegova najdlje trajajoča zapuščina. Hvala lepa. Hvala. Gregor Antoličič, urednik. Hvala. Hvala lepa vsem skupaj, lep preostanek večera. Hvala. Ja, pa knjiga je na voljo, knjiga je na voljo in res toplo priporočam v branje.